Danes v Pomurskem dnevniku. Gospodarno z viri za sonaravni razvoj. Prvi sejem sodobne medicine. Čistili so za drugimi. V Turnišču 6 državnih rekordov. Vreme, jutri bo pretežno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V četrtek in petek je v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah potekal že 19. strokovni posvet z naslovom Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije. Tokrat so udeleženci govorili o celovitem ravnanju z odpadki in krožnem gospodarstvu ter o kakovosti zraka. Organizatorji posveta so se vsa leta posvetili področju odpadkov, zadnja 4 leta pa so v razpravo vključili tudi področje kvalitete zraka. To je izredno aktualna tema in tudi onesnažen zrak, predvsem iz malih dimnih naprav. V Sloveniji imamo med 550 tisoč do 600 tisoč dimnikov po domače, je postal problem številka 1. Dejansko povzroča PM delce, PM10 in 2,5 in ta problem bomo mogli reševati. Ker imajo ljudje neprimerne in stare kurilne naprave, pri kurjenju na biomaso prihaja do večjega onesnaževanja zraka. Ne samo v mestih, ampak predvsem na podeželju, kjer nam uhajajo prašni delci, PM10, 2,5 in seveda predvsem pa katrani. In s tem smo povzročili v Sloveniji bistveno poslabšanje kakovosti zraka, ki je že tako slabo zaradi prometa v mestih, in izpostavili naše otroke in starejše težki situaciji. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pravijo, da če tudi imamo zrak, ki zakonsko ustreza vsem merilom, to še ne pomeni, da ne škoduje našemu zdravju. Tisto, kar je pa bolj zaskrbljujoče, je pa to, da imamo mi v pozimskem času, pa tudi v pomladanskem, veliko incidentov, ko je ta zrak lahko zelo slabe kakovosti. Predvsem zaradi klimatskih razmer slabih, prekomerne uporabe fosilnih goriv, tako da takrat res beležimo zelo visoke vrednosti. Stvar je potem, da to ni samo problem, ne vem, Ljubljane, Maribora ali pa recimo Celja, ampak da kamorkoli v Sloveniji gremo in merimo kakovost zraka v nekem urbanem naselju ali pa tudi vaškem naselju, vidimo, da je lahko ta kakovost zelo slaba. Ni zdaj vedno problem samo promet pa neke tovarne, ampak so lahko problem čisto taka individualna kurišča. Nova dimnikarska zakonodaja ni potrebna, pa pravijo v dimnikarski dejavnosti. Tistim, ki to službo izvajamo, zagotovljeni takšni pogoji dela, da lahko svoje poslanstvo še dalje vodimo v smeri, za kar smo klicani, se pravi za požarno varnost, varstvo okolja, varstvo pred zastrupitvami, se pravi varstvo ljudi. Mi smo pripravljeni to službo izvajati. Še enkrat moram povedati, da imamo v Sloveniji zelo dobro zakonodajo, tudi pogoje, pod katerimi lahko sploh to službo izvajaš, so med nekimi najstrožjimi v Evropi, kdo lahko to službo izvaja v Sloveniji, in mislimo, da s primernim sodelovanjem pristojnega ministrstva in vsemi ostalimi deležniki se lahko z nekimi novo primerno zakonodajo, z minimalno spremembo obstoječega sistema zagotovi taka služba, ki bo dejansko prijazna do vseh in da bo služila svojemu namenu, se pravi, še enkrat povem, požarni varnosti, varstvo okolja in varstvo ljudi. Strmosto vztrajanje na licencah ali pa koncesijah ni rešitev. Rešitve treba iskati tudi znotraj okoljskega vidika, namreč onesnaženost zraka zaradi malih dimnih naprav je zelo velika in dejansko ta zakon mora biti pripravljen kvalitetno, da bo dejansko te probleme tudi rešil. Zato so na Ministrstvo za okolje in prostor poslali mnenje in pripombe na nov predlog zakona o dimnikarskih storitvah. Od 14. do 16. aprila bo v Gornji Radgoni potekal prvi sejem sodobne medicine Medikal. Gre torej za prvi tovrstni sejem na Radgonskem sejmišču. Več o konkretni ponudbi pa nam bo danes povedala več Mateja Jaklič, izvršna direktorica Pomurskega sejma. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, Pomurski sejem Medikal pripravlja v sodelovanju z Združenjem proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov Slovmed ter seveda pod okriljem Ministrstva za zdravje. Ja, tako je. Sam naziv Medikal zveni zelo učeno ali pa strokovno, bom rekla. Sejem je
na eni strani strokovni sejem, zato tudi imamo tako pomembne inštitucije, ki so vključile se v sam proces priprave tega sejma. Na drugi strani je pa sejem namenjen pravzaprav laični javnosti. Strokovni sejem Medikal je zato pomemben, da smo ga v Radgoni organizirali, ker so nas pravzaprav spodbudili ravno ti proizvajalci in distributerji medicinske opreme in pripomočkov in tako smo nekako našli skupni jezik in prepričana sem, da Gornja Radgona in Pomurje je pravo mesto za tak sejem. No, že smo povedali, gre za prvi tovrstni sejem na Radgonskem sejmišču. Pomeni, da zgodbo sestavljate od začetka. Ja, tako je. Pravzaprav smo čisto iz nič se začeli ukvarjati s tem sejmom s pomočjo teh strokovnjakov, vendar smo sami zaznali, da je tu še zelo dosti odprtega. Tako da prvi sejem je na našo zadovoljstvo, lahko tako rečemo, zelo dobro se odzval, torej razstavljavci so se odzvali na naša povabila in smo pripravili kakovosten in strokovno, mislim s tistim, kar morajo ponuditi zelo dobro obarvan sejem. Nagovorili smo tudi številna društva, od invalidskih društev, humanitarnih društev, do različnih drugih društev, da se nam priključijo in res so se zelo pozitivno odzvali, tako da lahko rečemo, da bo res pestro dogajanje na samem sejemskem prostoru, torej od četrtka do sobote. Ste lahko malce bolj konkretni, kaj se bo torej vse predstavljalo, kdo se bo predstavljal, koliko razstavljavcev imate mogoče? Ja, predstavljalo se bo 100 razstavljavcev na približno 5000 kvadratnih metrih razstavnih površin in tukaj bo od vseh različnih pripomočkov, aparatur, različnih zadev, ki so pač namenjeni tako strokovni javnosti. Tukaj govorimo sedaj od zdravnikov, medicinskih sester, fizioterapevtov, potem tistih, ki skrbijo v domih za ostarele, tistih, ki skrbijo za nego na domu. To se pravi, to so tako zvani strokovna javnost. Potem pa imamo tudi za laično javnost, torej za nas, ki smatramo, da smo še zdravi, ali pa tudi tisti, ki pač že imajo kakšne bolezenske znake, lahko pridejo na sejem Medikal v Gornjo Radgono in tam dobijo informacije, kot vedno rečem, iz prve roke, kajti zelo dosti bo brezplačnih meritev krvnega sladkorja, krvnega tlaka, potem dosti bo svetovanja, naprimer o problematiki z inkontinenco, potem kako oskrbimo rane, zelo dosti bomo govorili o diabetesu, kako se pripraviti ali pa skrbeti, da držimo diabetes v neki normalni ravni. Potem bo na sejmu tudi bomo merili kostno gostoto, to se pravi za osteoporozo, to bo v petek. Govorili bomo tudi o skrbi ali pa o preventivi za rakom na dojke, torej Europa Dona, v soboto bo tako predavanje. Govorili bomo pa tudi nekaj o alternativah, naprimer, če lahko rečemo alternativa, to je o homeopatiji, to bodo ravno pomurske lekarne imele kar zanimive dnevna svetovanja, tudi za tiste, ki imajo kakšnekoli težave z kardiovaskularnim težave, če imajo, bo zelo zanimive informacije v zvezi s tem in tudi ne nazadnje, kako zdravo dihamo. V Radgoni bo torej te dni zelo zanimivo, številni zanimivi strokovni posveti, kot ste sami dejali, in pa tudi uporabne delavnice. Torej od četrtka do sobote, ne? Tako je, s tem bomo samo rekli lepo povabljeni vsi gledalci in gledalke na sejem v Gornjo Radgonu od četrtka do sobote, sejem Medikal. Sončno nedeljo so člani turističnega društva Majolka izkoristili za čistilno akcijo. Zbrali so se v Zbigovcih in se z rokavicami ter z vrečami za odpadke odpravili po okoliških vaseh ter pobirali odpadke, ki so jih nemarneži odvrgli iz avtomobilov. Gre za tradicionalno spomladansko čistilno akcijo. Hočemo in želimo v to našo lepo pokrajino, da je čista in lepa. Zato vsako leto tudi malo počistimo na spomlad. Kaj pričakujete, da boste našli veliko smeti? Kakšno je stanje sicer tukaj? Ja, naberemo kar veliko stvari, to največ je v obcestnih jarkih, kjer ljudje pač mečejo iz avtov. Tako da plastike in tega, kar pač se dolgo razgraja. Vreče so se kar polnile z različnimi odpadki. Našli smo polno pločevin, kar je najbolj žalostno, ko vse odmečejo v okolje, se pravi od piva, slatne, vse živo,
in pa te, se pravi, papir, pa ostanki različne. To je bilo največ tega, ne. In po koncu delovne akcije so bili zadovoljni, saj so bili okoliški kraji bolj čisti in narava brez nepotrebnih odpadkov. Po podatkih Društva za nenasilno komunikacijo je moč v Sloveniji zaznati vse več družinskega nasilja. Predvsem v Pomurju so zabeležili porast družinskega nasilja. V Sloveniji 56% žensk v toku življenja od svojega 15. leta naprej doživlja nasilje. Na Ministrstvu za notranje zadeve in policiji so leta 2014 v primerjavi z letom prej ugotovili 1,5% porast kaznivih dejanj družinskega nasilja v Sloveniji, predvsem v Pomurju. Pri nas je bilo obravnavanih 431 tovrstnih primerov. O telesnem kaznovanju imajo različni strokovnjaki različna mnenja. Medtem ko ga eni dovoljujejo, ga spet drugi povsem zavračajo oziroma menijo, da se s tem kršijo človeške pravice. Velja, da so družinske tragedije, kamor spada tudi telesno kaznovanje otrok, v javnosti še vedno precej skrite. Največkrat pa je nasilno vedenje naučeno in se prenaša iz generacije v generacijo. Sicer pa se moramo zavedati, da je za pomoč v stiski posamezniku potrebno sodelovanje med institucijami, društvi, prostovoljci, dobrodelnimi organizacijami, skupinami za samopomoč oziroma mreženje javnega, zasebnega in nevladnega sektorja. Kar je najpomembnejše pa je, da ne sme ostati za štirimi stenami. Strelsko društvo Štefan Kovač Turnišče je 9. in 10. aprila v telovadnici osnovne šole Turnišče pripravilo 25. državno prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem za tekmovalce do 17 let. Na največjem tekmovanju leta za mlade strelce je bilo doseženih kar 6 državnih rekordov. V 2 tekmovalnih dneh se je na 32-steznem strelišču na elektronske tarče Sius Ascor pomerilo 488 mladih strelk in strelcev iz 61 strelskih društev in klubov iz vse Slovenije. V soboto so na strelsko linijo stopili Cicibani in mlajši pionirji. Pri Cicibankah je ekipa strelskega društva Grosuplje postavila nov državni rekord. Med posameznicami pa ga je Pija Privšek iz strelskega društva Celjska četa Mala Breza izenačila. Sobota rekordov se je nadaljevala tudi pri mlajših pionirjih, kjer so nov najboljši rezultat v državi postavili mladi strelci iz strelskega društva Trzin. V posamični konkurenci je Meta Dobrovoljc iz strelskega društva Celjska četa Mala Breza postavila nov državni rekord. Anton Korbar iz strelskega društva Triglav Javornik Koroška Bela pa ga je izenačil. V nedeljo je bilo na sporedu tekmovanje za pionirje z zračno puško ter za kadete z zračno puško in pištolo. Tudi drugi tekmovalni dan je prinesel nov državni rekord, ki so ga za skoraj 14 krogov izboljšali z zračno puško kadeti iz strelskega društva Slovenske Konjice. Medtem ko Ministrstvo za javno upravo išče zasebnike, ki bi bili pripravljeni oddati prazna stanovanja, kamor bi namestili prebežnike iz Italije ali Grčije, se je na poizvedovanje javilo 11 ponudnikov stanovanj iz celotne Slovenije. Na sobotainfo.com lahko preberete, kje se nahajajo takšna stanovanja, med drugim tudi v Lendavi. Čeprav smo imeli čez vikend nekoliko slabše vreme, se nam vsaj za jutri obeta nekaj več sonca. Več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 18 stopinj Celzija. Opoldne ste v Radencih namerili 9 stopinj, v Karinskem parku Goričko 10 ter v Lendavi in Murski Soboti stopinjo več. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo le v Posočju. Pihal bo zahodni do jugozahodni veter.
Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 5 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele vse tja do 23 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastale krajevne plohe, pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo sprva pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne pa se bo od severozahoda delno razjasnilo. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 4 in 9 stopinjami, popoldan pa med 16 in 24. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri v istem času na istem programu ter seveda ne spreglejte naših video vsebin tudi na spletni strani www.tvdea.si. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Bodite tudi jutri srečno.